Desert je sicer navadno na koncu, mi ga pa tokrat strežemo že kar na začetku. Pred nami je namreč zgodba o hiši z veliko začetnico. Ja, res je. Veliko zemljišče na robu naselja v bližini Celja je že na prvi pogled ponujalo domišljiji prosto pot, zato sta se lastnika hitro odločila za nakup. Pred oblikovanjem osnovne zamisli sta se ogledala precej domov, zato sta dobro vedela, kaj želita. Skupaj z arhitekti so si domislili hišo, ki pusti globok vtis in tudi zamaje kolena. Ja, pa jih res. Tako da, midva se bomo malo usedla, dajte se še vi, za vsak slučaj. A poznate frazo stoj in glej? Točno ta mi najprej pride na misel ob tejle hiši. Ekskluzivna je navzven in tudi navznoter, zato predlagam, da sedite in si jo pogledate. Ja, sprva, ko smo prišli na parcelo, je bila to pač prazna travnata površina, le malo hiš okoli. Torej, lastnik je bil en prvih graditeljev dejansko v tem delu vasi. Parcela je bila res lepa, imela je tako neko lepo ravno površino in se odpirala proti okoliškim hribom, celo Celjski grad se vidi, tako da je kar sama se ponujala na parceli, kako jo obrniti, kako izkoristiti orientiranost. Sodobno zasnovana hiša dominira na obsežnem zemljišču, ki za njo prehaja proti travnikom in gozdu. Razgibana zunanjost hiše vzbuja radovednost, kaj vse skriva notranjost. Urejena hišna okolica se staplja s pokrajino. Torej, hiša navidezno deluje, kot da je sestavljena iz več različnih kubusov, različnih višin in oblik. To smo še predvsem poudarili z različno izbiro fasad vsakega tega dela, ki pa tudi malce ponavlja motiv iz interierja, torej ta grafitno siva in bela, hkrati pa ti naravni materiali, kamen na fasadi, predvsem pa tudi les pod nadstreški kot neka čipka lesena, ki malce še bolj otopli zunanjost objekta. Hišo predvsem krasijo tudi velike te konzole, dvovišinski vhodni nadstrešek, nadstropja previsevajo nad zunanjo teraso. Prostornost hiše zaznamo že ob vstopu vanjo. Odkot želja po res veliki veži? Mislim, da predvsem, ker se ponavadi se dogaja, da imamo te velike, lepe bivalne prostore, odprte kuhinje, dnevne, na vežo se pa malce pozabi, je nek temen prostor, zaprt prostor. Je pa potrebno tudi to narediti nekaj lepšega, nekaj, kar naredi prvi vtis, ko človek stopi v hišo. Hkrati pa seveda mora biti funkcionalno. Torej, veliko prostora za shranjevanje, hkrati vsi ti prvi prostori tehnični, kot naprimer tudi WC in tako, da so skriti tukaj, ki jih pa pozna samo lastnik. Podobno kot v večini sodobnih hiš je tudi v tej kuhinja združena z jedilnico in dnevnim prostorom. Kuhinjski otok se mi zdi zares konkreten, velik. Je bila to želja naročnika, naročnice? Seveda je bila želja naročnikov, zelo radi kuhajo, zelo radi so hoteli imeti en lep, velik prostor, ki bi se cela družina zbirala med kuhanjem. Hkrati smo pa hoteli doseči, da je ta prostor hitro navezan na zunanjo teraso, ki je tudi en del dejansko kuhinje poleti. Za kakšen tip gradnje gre? Tukaj gre dejansko za montažno gradnjo, to je CLT konstrukcija, torej imamo cel objekt je podkleten, vendar nad kletjo je ta lesena konstrukcija, to so lasersko rezane plošče, zelo nosilne, potresno varne. Tako kot drzno zasnovana zunanjost, tudi notranjost skriva več presenečenj. Gornja etaža je oblikovana kot galerija in je namenjena počitku in otrokoma. Enako kot na fasadi so tudi pri notranji opremi izbirali naravne materiale, predvsem les in kamen. Le da les ni v masivni obliki, temveč kot furnir, a nekoliko drugače položen. Sam objekt je nekako, smo ga hoteli narediti tudi od zunaj in notri dinamičen, s različni prostori, različnih višin, različnih proporcev, ampak ta recimo klasična črno-bela kombinacija, ta lepa kontrastna, klasična kombinacija včasih je malce deluje hladna. Zaradi tega smo zraven teh dveh barv hoteli dati neke naravne odtenke. In te seveda dosežemo največ z naravnimi materiali, kot je kamen in les. Pri samem lesu je seveda lahko zelo hitro problem, če ga je preveč, zelo različnega lesa skupaj, lahko dobimo vtis neke smučarske koče, kar pa seveda v sami hiši ne želimo. Hočemo, da je to nekaj udobnega, svetlega, ne preveč intenzivnega. Tako da tukaj smo se igrali z vzorcem tega furnirja, malce usmerjenostjo furnirja in
ne bi hoteli narediti neko malo bolj moderno interpretacijo lesenih oblokov v hiši. Dvovišinski dnevni prostor ponuja največ svetlobe, saj se ob veliki zastekljeni okenski površini odpira pogled na vrt in zunanji bazen. Po stopnicah se vzpnemo v gornji spalni del, kjer se z galerije ponuja pogled na dnevni prostor. Poleg otroških sob je posebno zanimiva zakonska spalnica, ki se ponaša z veliko garderobo. Ja, to je bila tudi želja investitorja, omar nikoli ni preveč. In so hoteli eno večjo garderobo, tako da dejansko je spalnica dvodelna, en del je pač tista intimna s posteljo, drug del je pa pač ta lepa prostorna garderoba in skupaj tvorita zelo lepo celoto. Veliko pozornosti so posvetili opremi dnevnega toaletnega prostora v pritličju in družinski kopalnici v nadstropju. Kopalnice so zelo prostorne, spodaj imamo eno pač tako manjšo dnevni WC, zgoraj pa ena večja kopalnica za celo družino. Je dejansko tudi razdeljena iz dveh delov, imamo tisto pač klasično kopalnico, drug del je pa bolj kot ne tak mal wellness del za prosto stoječo kadjo in savno. Za nalašč smo se odločili za velike steklene površine, da pač te savna in tuš ne delujejo kot neki zaprti kubusi, ampak deluje kopalnica res prostorno. Potem imamo pa povsem drugačno kraljestvo v spodnjih prostorih oziroma v kleti. Tako je. Wow. Ja, to je bila tudi zelo velika želja samih lastnikov. Torej spodnja klet, dobro, poleg tehničnih prostorov, ima en velik večnamenski prostor, namenjen pač igri, druženju, tudi delu, če je potrebno se malce skriti, pa seveda ta pompozna biljarna miza, ne. Tako da smo hoteli mogoče doseči nek občutek kot nekega kluba, malce temnejši interier, malce bolj zatemnjen interier, ki pa pač v katerem lahko uživa cela družina. Notranja oprema ima še eno posebnost. Ja, tukaj je bila tudi malce ideja lastnika. Mi smo za nalašč pustili to steno, to je ena redkih večjih sten, ki nima obloge stenske, ne iz lesa, ne iz kakršnekoli barvnega materiala. Predvsem, da bi se tukaj naredil nek stenski okras, ali so to slike, fotografije. Tako pa smo prišli na idejo tega finskega lišaja, torej nekaj živega, torej naravo prenesti tudi v hišo. Imamo 5 kvadratov, vsak kvadrat predstavlja člana družine. Član družine je tudi družinski pes. Če je to živa rastlina, je to treba kaj zalivati? Ne, dejansko je to rastlina, ki prevzame vlago iz prostora, tako da običajno ni potrebno dodatno zalivati. Hiša ima svoji impozantnosti primerno urejeno okolico. Stanovalci lahko uživajo na prostorni terasi izza hiše ali pa se hladijo v tako imenovanem prelivnem naravnem plavalnem bazenu.